Verjetno je zelo fin občutek, če si v nečem zanimivem edini ali pa eden zelo redkih. Tako kot RAV4, ki je trenutno na našem trgu skoraj edini hibridni križanec. Drugi je pa itak Lexus NX. No in če si želite točno takšne kombinacije, potem si Toyota z vašim prihodom v njihove prodajne salone že mane roke. S prenovo, ki je zunanjosti prinesla bolj agresiven videz, notranjosti pa malce boljše materiale in večji zaslon na dotik, je RAV4 dobil tudi hibridno različico. Ta je lahko gnana samo na sprednji kolesi ali pa tako kot sta na vsa štiri. In s hibridno izvedenko prepričujejo predvsem tiste kupce, ki ste doslej posegali po dizelskemu RAV4, zato slednjega štirikolesnim pogonom sploh ne morete več kupiti. Preden se primete za glavo, češ kaj pa navor, ki ga potrebujem in majhna poraba, ki jo potrebujem. Brez panike, hibrid je dejansko odličen nadomestek. Navor je na voljo takoj, ker elektromotor pomaga predvsem pri speljevanju in prav slednje je ob tišini in suverenem sunku hrbta usedeš ob močnem pritisku stopalke tudi najbolj zanimivo. Poleg tega pa prijazno do denarnice, če boste v mestih pogosto speljevali, ker tam prav elektromotor najbolj pomaga in je takšen RAV4 med vsemi različicami najbolj varčen. Pa poraba, na dizelski ravni je. Ko sem zelo pazil in se izogibal avtocestam, je bila samo 5,5 litra, sicer pa je dobrih 7, kar je za dokaj velik avtomobil dober rezultat. Sicer je baterija še vedno premajhna za daljše poti in jo izpraznita že kilometer ali dva previdne vožnje, se pa posledično tudi hitro napolni. Ker hecno je, da zadnji kolesi poganja le elektromotor, ampak pri Toyoti zagotavljajo, da ima baterija vedno dovolj moči, da pogon ostaja štirikolesni. Bi moral preveriti kakšen dolg klanec. Te tri programe vožnje boste spreminjali zelo redko, zato vam raje povem, kakšen je sklop nasploh. Predvsej dober, dejansko vas kljub skoraj 150 kW moči nikoli ne sili v divjanje, prav nasprotno, zelo umirjeno deluje. Ob močnem pritisku stopalke se motor še vedno dere, ampak bistveno manj kot v kakšnem Priusu, ker je prostornina motorja večja, navora je več in visoki vrtljaji enostavno dolgo niso potrebni. Izjemno živahen se mi pa vseeno ne zdi, predvsem morda zato, ker je zaloga navora tako linearna. Je pa vseeno hiter. RAV4 se preko grbin na kakšnem makadamu pelje presneto udobno in občutek na volanu je zelo dober. Se pa na asfaltiranih cestah po drugi strani včasih prav nerodno zaziba, celo več od kakšnega tekmeca, ampak to je pač v naravi križancev, ki jih imate tako radi. Edina slabost hibridne različice je malce manjši prtljažni prostor, ker se baterije skrivajo tamle spodaj. Sicer pa je RAV4 zelo prostoren. Posebej mi je všeč tudi ravno dno pred drugosedežno klopjo, zaradi česar trije potniki dejansko lahko zelo udobno sedijo. No, voznik oziroma lastnik pa bo za točno takšnega RAV4 moral odšteti vsaj 38 tisočakov.